Jaz, ko pride do platišč, sem en tak prikriti fetišist. Dober dan. Minija, tega že nekaj časa ni bilo, mislim, da že je švoh let, pa dajmo to popraviti, prav. Avto, ko ga gledaš za mano, je od teh sodobnih minijev meni daleč najljubši. A veš zakaj? Zato, ker je v marsičem zvest originalu. Ajde, v marsičem tudi ni, to je res. Ne pozabiti, originalni mini je bil, zares mini. Ta mini je pa še eden od malčkov. No in zakaj mi je prav ta od vseh sodobnih minijev najbolj všeč? Dobro, lej, barva, ta mi je zelo všeč, ker je British Racing Green. Feltne, tudi te so mi fine, pridemo do njih poznej. Celoten dizajn je zvest temu, kar BMW, mislim Mini, ustvarja zadnjih 15, švoh 20 let. No, ampak mene na svojo stran potegne predvsem karoserijska zasnova. Ta avto je back to basics. Mini s 3 vrati. Ne Clubman, ne Countryman, ne s 5 vrati. Ko pride do tega, katero od minijev zares poosebljajo dušo izvirnika, je pa je to ta. Ta navaden 3-vraten. Čeprav tako, kot sem rekel, ni navaden. Mislim, ta je S. Kar dobro spi. Pa ne samo to, da je S, ima tudi eno dosti posebno nalepko. Lej, ti jo bom pokazal. Vidiš, kaj tukaj piše? 60 years. Ta izvedenka se poklanja izvirniku, ker ta je prišel pa na trg pred 60 leti. Pa tole 60, ko nimaš sam tukaj na nosu, najdeš je tudi na obeh bokih, tukaj pri sprednjem delu, vidiš? Pa valjda tudi na pregovih, pa še kje. Recimo tukaj na volanu, dobro, tudi brez tega bi šlo. Ta detajl, ta mi ni toliko všeč. Ampak so pa drugi, ki so mi pa zelo. Recimo tale na voznikovem sedežu. Poglej, to mi je pa že bolj všeč. Pa spet en na sovoznikovem sedežu, ki mi ni toliko kao malo šestke pa nule. Ker tako malo za brez veze detajle metati sem pa tja samo zato, da so. Ja, to ni point detajlov. Detajli ti morajo avto, produkt, karkoli dvigniti na višjo raven. Morajo ponujati dodano vrednost, če ne so brez veze. No, ampak se vseeno Mini se s tem avtom poklanja svoji zgodovini. Zato pa valjda vemo, da je bila izredno pestra. Njim grede Mini čestitke. Pa še kar ne bomo utihnili o detajlih. Vidiš zastavca, vse to sem omenil že prejšnjič, ampak taka zadeva si zasluži dvakratno omembo. Pa ker sem prej že omenil feltne, jaz, ko pride do platišč, sem en tak prikriti fetišist. In te feltne na tem avtu so mi tako zelo všeč, da bi eno vzel, pa bi si jo nekam na steno dal. No. Zelo preprost, zelo učinkovit, ne prevelika kolesa, 17-ke, 6 krakov, vsak od njih ima 4 posebne zareze, kombinacija temne, temno-sive, pa svetle, pa fajn sem se umazal, nič hudega. No in če sem se pri prejšnjem vlogu v Miniju pritoževal, da mi je malo žal, da se z njim nisem uspel več voziti, danes tega ne morem trditi. Predvsem zato, ker sem se valjda s tem avtom vozil pa veliko. In spodob se, da povem, kaj mi je bilo všeč, pa kaj mi ni bilo toliko všeč. Pa dajmo začeti s stvarmi, ki so me navdušile. Lej, vides je ena izmed tistih stvari, ki jo pri Miniju obvladajo. Pa mimogrede, ker smo že pri žarometih. A ti pokažem še en detalj, ki mi je všeč, povezane pa z žmigavci. A vidiš, lej, dnevna luč se izklop in nadomestijo oranžna svetloba, a.k.a. žmigavc. In zgodi se to, da vsakič, ko ti stojiš za enim avtomobilom, pa se v njem vidi odsev tvojega avtomobila, da prav z veseljem gledam, kako ta zadeva utripa. S preprostimi stvarmi me dobiš na svojo stran. Drugač pa, odkar Mini obstaja v tej sodobni obliki, koliko zdaj že 2, skoraj 3 generacije, je bilo zanimivo spremljati njihov razvoj. A veš, še zdaj se spomnim, ki je prišel ta prvi originalen sodobni Mini na trg, pa smo pogledali na sredino in zdaj je tukaj prostor za stikala za radio, za infotainment system, pa tukaj se prikazuje slika kamere, pa tako naprej. Ampak, kaj se spomniš, kaj je bilo pa takrat? No, takrat pa tukaj ni bilo umestnika, takrat je bil to merilnik hitrosti s številkami od tukaj pa vse do tukaj. No in Mini je potem tisti merilnik za hitrost spet postavil na klasično mesto predvoznika. Merilnik vrtljajo se je moral pa iz te sredinske pozicije, kjer je zdaj merilnik za hitrost, postaviti sem. Na stranski tir. Moj najljubši gumb, knof, stikalo, valjda ostaje tale, za prižgati pa ugasniti motor. In poleg zelo izrazitega karakterja, stylinga, na katerega padejo mnogi, povsem razumljivo, je meni še vedno najljubša stvar pri tem avtomobilu, kako se pele. Pele se kar dobro. Ne pele se kot gokart, zato ker kot gokart se res pele, sam gokart pa ben drug avto, no je mogoče kakšen Caterham, pa take zadeve pridejo malo bližji. Je pa to avto, ki je na cesti igriv. V tem smislu je zvest predhodniku,
Ampak jaz bi v konkretnem primeru eno stvar zamenil. A veš kaj? Lej, tole, kar vidiš, je ročica ročnega menjalnika. Mimogrede, ne samo da zna fino nabirati prah. Ja kaj, to je treba priznati, a ne da? Pa treba je biti iskren tudi pri tem, da avtomatski menjalnik v tem avtomobilu vsem 192 konjem, katerih zvok na zelo karizmatičen način prije tudi iz teh dveh izpušnih cevi, vzamemo malo. A veš, ni tako, pa premalje, no premalje. Zdaj moram paziti, kje besede bom zbral, ne? Ampak, le tako bom rekel, kadarkoli me ljudje vprašajo, Ciril, kupujem ta pa ta avto, kakšen menjalnik ne izberem, se ponovadi praviloma postavim na stran avtomatskega. A veš, samodejen menjalnik pomeni lahko zelo velik, predvsem udobje. No, ampak pri tem avtomobilu bi pa rajš priporočil ročnega. Ker so stvari okrog motorja tako odlično narejene. Avto je živahen, pelje se fajn, želi biti peljan hiter. In v tej enačbi samodejni menjalnik, če si take vrste voznik, to je treba upoštevati, nima kaj iskati. Če si pa voznik, ki ti je pri tem avtu primarno to, da se fajn počutiš zaradi dizajna, zaradi počutka v kabini, da se z njim kdaj pa kdaj malo postaviš, pa ti je za športno vožnjo čisto vseeno, je dobro. Pa logično, zbere avtomatika. Če si pa športni voznik, pa ti tale črka S pomeni tudi to, da se boš med ovinki fajn imel, no v tem primeru pa bolj toplo priporočam ročnega, ker je odličen, ker so hodi kratki, ker so natančni in ker vozniku potem avto zna več dati. Več dela, več užitka, več neposredne povezanosti. Pa da noter rekla, da vam tega junaka nisem pokazal, 2.0 192 konjev, fino se vrti, glasen je tudi glih prav, ni razgrajaški, je pa tam pa kam, gospa. Ta cesta ne grem kamor. Pa kufra, ne? Tega je pri mini tudi ponovadi bolj za vzorc, mislim pri teh, ta majhnih, so to pravi. Pri Countrymanu, pa pri Clubmanu, tam ga je dosti več. In to je to, kar imam jaz zapovedati o točnem temle miniju. To se pravi, zabaven avto, lahko tudi z avtomatskim menjalnikom, če si take vrste voznik. Luštni detajli, pri teh detaljih me mini malo spominja na Jeep, ne? Oboji znajo zelo ceniti svoj heritage, svojo preteklost in to pokažejo povsod. A ja, shit, budalo, stari. Zvoka nismo pokazali. Je malo jezdna, ne preveč, ampak to, kde je malo pak.